Dober dan in lep poletni pozdrav v naši oddaji za zdravje. Naša priznana naturopatinja Erika Brajnik nam je pripravila zelo zanimiv nasvet o krepitvi pljuč. Ste vedeli, da je ena od zelo učinkovitih metod za krepitev pljuč moksanje? Avgust je mesec, avgusta meseca oziroma poleti, konec avgusta, konec julija, avgusta. Takrat vemo, da radi pridejo te oslovski kašlji, da pridejo naša pljuča šibka. Malo kdo bi si mislil, da je tako, ampak je tako. V naše kraje avgusta pride vlaga, kdor šotori dobro ve v kempu, da sredi avgusta pride zjutraj tista znana rosa. Ta vlaga šibi tudi naša pljuča in mi moramo naša pljuča krepiti. Predvsem se moramo pa naučiti otroke opazovati. Zdaj to opazovanje je dobro za vse skupine, najboljše za otroke, za starostnike ali pa za nepokretne. Ta del tukaj od zadaj med lopaticami je tisti, ko pljuča govorijo. Ta del je del pljuč. Ko otrok zaspi ali pa starostnik ali pa invalid in se vegetativni sistem umiri, takrat telo govori. In mamica ali kdorkoli drugi po hrbtni strani gre potipati ta del spodaj med lopaticami, da roko. Ta predel mora biti topel in suh. Če je mrzel in vlažen, takrat pljuča so šibka in izgubljajo svojo moč. In mi jih moramo krepiti. Kako krepimo pljuča? Tako kot imamo že dojenčka. Imamo dve sili v naturopatiji, tudi v kitajski medicini, yin in yang. Primemo telo z obeh dveh strani, če leži in spi, pol ni treba na spodnji strani, normalno, zdaj, ker sedimo, moramo to narediti. In tako kot mama dojenčka, ki se rodi, treplja, bomo mi trepljali. Bomo med lopaticami tako malo tolkli, ne tle spodaj, kjer je nadledvična, ampak tukaj. Zdaj, če je otrok zbujen, se bomo lahko igrali eno igrico. To je fajn za zjutraj krepiti pljuč astmatiku, kdor ima bronhitis, kronično obstruktivni bronhitis in tako naprej. In sicer, da bo otrok spuščal zvok in bom jaz tolkla. To je zabavno, zato ker ta mikrovibracija tudi glasu dejansko stimulira in krepi pljuča, da pridejo bolj prekrvavljena, več krvi, več kisika in dejansko bolj delujejo in se tudi bolj čistijo. To je vaja, ker se dela zjutraj. Lahko enkrat na dan, večkrat na dan, sploh ni pomembno, ampak važno, da se jo dela. Potem pa, če je ta predel mrzel in vlažen, ga moramo tudi greti. To pa delamo z mokso. Moksa je taka paličica iz zelišč, ki jo prižgemo na ognju, lahko na štedilniku, lahko na sveči, lahko na vžigalniku. Ta palčka ima 500 stopinj, je zelo vroča. In mi moramo dejansko greti predel med lopaticami. Tako. Najboljše je ne direkt na kožo, ampak da je vmes spodnja majica, ki mora biti vedno ali volnena ali pa volna mešana s svilo. Zakaj? Zato, ker volna ima grelno moč. In volna, ko se telo preznoji, se takoj posuši. Če imamo pa svilo, še favorizira mikrocirkulacijo, tako je nepogrešljiva pri nepokretnih, zato ker boste se izognili preležaninam, ali pa tudi nekdo si da na blazino za spanje, da prepreči nastajanje gub na obrazu, zato ker dejansko favorizira mikrocirkulacijo. Volna in svila, torej v tem primeru imamo eno športno majico iz moherja in mi grejemo. Ta predel pljuč grejemo 20 minut vsak dan, vsaj cel avgust. Da boste vaše pljuča, vašega otroka, vaše none, vaše doma okrepili. Medtem, ko moksamo, opazujemo. Nobeno krilo od obeh pljuč ne bo srkalo isto količino toplote, ker bo potrebovalo drugače. Vedno je ena stran bolj šibka, ni nikoli oboje enako. Zato, ko grejemo, bomo postopoma opazovali, kjer se takoj ugreje, tisti predel, kjer se takoj ugreje in ostane tudi toliko časa vroč, pomeni, da ne potrebuje
dodatnega gretja. Tisti predel, ki porabiš dosti časa, da se ugreje in kar noče ostati toplo, tisti pomeni, da tam dejansko telo potrebuje gretje. Osebe, ki jih moksamo, pravijo, da čutijo vročino, ki udari na drugi strani. Skozi in skozi gre skozi pljuča. Zelo, zelo, zelo krepi in zelo tudi pomaga. Vidite, na tak način delamo. In dejansko zmeraj od zadaj preverjamo, koliko se je ugrelo. Ko mi končamo to delati, poleg tega, da otrok že zaspi ali pa starostnik z majico, ki je dejansko volnena, jaz še nekaj drugega uporabljam in to je volna. Lejte, to kupite volno tudi za nafilati polšter ali karkoli že. Kadar vi ste dobro segreli ta predel pljuč, vi otroku, da to bo ostalo toplo in da bo moksa čim bolj učinkovita, date med recimo eno spodnjo majico in eno drugo majico, če je malo bolj občutljiv na volno, ali pa kar direktno med kožo in spodnjo majico volno. Ta otročiček se bo po noči lahko migal, kolikor bo hotel, to se ne premakne. Torej, ne dekica česa, ampak dejansko zatlačiti to. To bo ojačalo učinek moksanja in ta otrok bo celo noč spal, brez da bi kašljal, brez da bi imel težav, brez da bi imel napadu, astme ali karkoli že. Zelo, zelo, zelo učinkovito pomaga. Zjutraj pol damo to stran, to bo še vedno vroče in pustimo. Spodnja majica iz moherja oziroma iz volne ali pa volne in svile mora biti na tem otroku stalno. Če vi imate vlago v stanovanju, da imate vlažno stanovanje, tu je smrt za astmatika, za nekoga, ki ima bronhitis, ki je imel dosti pljučnic v tem letu. Tega se morate paziti. Tudi pri koronavirusu, ki napade pljuča, mi moramo vedeti, da naše spodnje perilo mora biti volna mešana s svilo, ki je zaprta na tem predelu. Mokso, kako ugasnemo varno mokso? Ta zadevščina ima 500 stopinj. Mi ugasnemo mokso tako, da jo postavimo v posodo, v eno stekleno posodo, zapremo. Ko ona nima več kisika, se deaktivira in takrat ona se ugasne. Če mi bi jo pustili na pepelniku, kjer dejansko se napaja z zrakom, normalno bo pepelnik počil in tam imamo pol velike težave, kako in kaj narediti. Tako se mokso pravilno ugaša in tako dejte krepiti vaša pljuča. Kar boste dodali na jedilnik je še kurja juhca, prav za proti tem virusnim obolenjem pljuč v tem času, ki zdaj prihaja.